Redko viden politični udarec iz Bruslja slovenskega evroposlanca Branka Grimsa iz SDS-a naj bi Evropska ljudska stranka izključila iz svojih vrst. Očitki so ostri, očitajo mu pomanjkanje delovne etike, saj naj bi se v 2 letih udeležil le 2 sestankov poslanske skupine Evropske ljudske stranke. Od več kot 100 pa nasprotovanje pri delu poslanske skupine Evropske ljudske stranke in delovanje proti njenim vrednotam. Očitajo mu še kontinuiranje spodkopavanje lastne politične skupine. Kaj se torej dogaja v ozadju in kako odgovarja Branko Grims, ki je naš gost. Dobro večer, gospod Grims. Dobro večer. Najprej, glejte, zakaj ste se v 2 letih udeležili le 2 od več kot 100 sestankov poslanske skupine Evropske ljudske stranke? To v Evropski ljudski stranki vidijo kot pomanjkanje vaše delovne etike? To je raca, da bi zelo kratka. Kar peva naprej. To je raca? No, peva naprej. Se pravi, ste se udeležili teh sestankov? Jaz sem se udeležil mnogih sestankov, bilo je pa celo 2-krat, ko so bila na sestankih, ker to poteka v več fazah, recimo priprav na Libe, sem bil samo jaz, pa gospa Dupont, ki je koordinatorka Libeja, pa nobenega drugega poslanca iz EPP-ja sploh bilo ni. Jaz v resnici delam toliko, kot vsi ostali skup, pa še krat 2. Me edino srečate ob 11. po noči v Evropskem parlamentu, zato me poznajo vsi še varnostniki in cel Evropski parlament, pa povprašajte, koliko druge zavedal, pa boste videli, koliko je v resnici. Ampak kaj hočete reči, da potem tiskovni predstavnik laže? Gre za čisto nekaj drugega, njih moti vsebina, ravno to, da veliko delam in predvsem, da sem dosleden v obrambi vrednot, ki jih je pač ki sem jih predstavil volivcem in ki so tudi vrednote SDS, ki pripadam. Se pravi, njih moti to, da nasprotujem LGTB plus indoktrinaciji otrok, da zahtevam, da se preneha z norostmi zelenega prehoda, da se sprosti razvojni potencial Evrope, da so podjetniki razbremenjeni birokratskih neumnosti in da se znižajo davki, pa seveda, da se zaščiti naše meje, da se izvede remigracija, da se zagotovi varnost. To se pravi, njih moti to, da zahtevam, da se ilegalne migrante pošle nazaj, odkudar so prišli, ampak ljudje božji, to je sestavni del pravnega reda. To se pravi, jih moti to, da zagovarjam pravni red. Moti jih pa zelo tudi to, da nasprotujem širitvi pač pristojnosti Evropske unije, ki poteka na različne načine s prisvajanjem preko institucij. Primer tega je prav omenjen v teh dopisih. To je, ko je Evropsko sodišče, ki sploh nima te pristojnosti, presodilo glede madžarskega zakona o zaščiti otrok, je bil z 80% potrjen na referendumu, da je v nasprotju z evropskimi vrednotami. To ne samo, da nima te pristojnosti, ampak to je hkrati tudi precedens. To pomeni, da nobena država ne more zagotoviti vzgoje svojih otrok, ki ne bi bila pod vplivom levičarske indoktrinacije, spravi LGTB plus propagande. Temu pa seveda nasprotujem, imam ustavno-pravno znanje in to sem tudi pisno posredoval in njim in Evropski komisiji. Ampak očita vam tudi nekaj drugega, da ste iz Evropske ljudske stranke, da ste vi podprli pobudo radikalne desnice v Evropskem parlamentu, ko je vložila nezaupnico proti Evropski komisiji. Podpis ste se sicer kasneje umaknili, ampak namesto, da bi glasovali proti nezaupnici, ste bili potem odsotni na glasovanju. Maja letos ste se udeležili tudi konference s predstavniki skrajno desnih političnih skupin Evropskega parlamenta v Bruslju. Očitajo vam, da ste podpirali Orbana, da ste organizirali prepovedan dogodek skupaj s poslanci skrajno desne skupine. Je se organiziral dogodek proti desničarski večini. Skupina EPP mu je uradno umaknila dovoljenje za ta dogodek in so vam tudi prepovedali uporabo logotipa EPP, vi pa ste vse to delali. Ali to zdaj pomeni, samo malo, gospod Grims, se pravi, a to pomeni, da je v bistvu jedro spora med vami in Evropsko ljudsko stranko, da ste se vi pomaknili preveč desno, oni vam očitajo to radikalno desno, oni pa, kot pravijo, se zauzemajo za desno-sredinske in evropske vrednote, vi pa, da ste šli preveč skrajno desno. To je teater absurda. Ko je bilo zdaj sprejemana ta Remigration Act, se pravi tisto send them back, ker ste verjetno vsi objavili tudi na televiziji, sem bil sodeloval in dogovorjen, da sem pomagal po najboljših močeh Bellamiju. On je bil raporter EPP-ja za remigracijo, on je šef sicer francoskih republikancev,
poslancev v EPP-ju in to sva odlično sodelovala. In jaz sem mu zagotovil vse glasove z desne, tudi take, ki so sicer oklevali pa pričakovali, da bodo izigrani zaradi mnogih slabih izkušenj iz preteklosti. In takrat je bilo vse v redu. Takrat je tudi padla ta ideja, ko smo se zadnje večerke do 11. še usklajevali, da bi, če bo to uspelo, to predstavili na eni prireditvi. To smo organizirali kot mednarodno konferenco. Od začetka je bila EPP zraven, potem pa so samo rekli, da pač je dvorana zasedena in da to ne more. In zdaj pa piše še vse mogoče zraven, da je bila neka prepoved, pa ne vem, kaj to sploh ni res. Poglejte, vse, kar berem tukaj iz te obrazložitve, vam v Evropski ljudski stranki očitajo, da ste šli preveč desno. Očitajo vam sodelovanje s skrajno desnico, kar ni kompatibilno, kot pravijo, z desno sredino, evropskimi vrednotami, ki jih zagovarja Evropska ljudska stranka. Kaj v resnici zagovarjam jaz? Zaščito otrok, zaščito žensk, varnost državljanov, gospodarsko uspešnost in pa seveda zaščito naših meja in ohranitev tistega, kar je največje evropsko bogatstvo. To pa so njihovi narodi. A dovoljte, to je pa v Sloveniji je to primer. V parlamentu to piše vaša stranka. Kar izvolite. To pomeni v Sloveniji, da podpiram to, da se ohrani slovenski narod, da se ohrani slovenska tradicija, slovenska kultura. S tem programom smo šli pred volivce, to je moja zaveza volivcem in jaz dosledno spoštujem vrednote, zaradi katerih so mi volivci tudi s preferenčnimi glasovi izvolili v Evropski parlament. In tako bom ravnal tudi v bodoče. Če kdo koga moti, jaz sem prepričan, da moji volivci točno to od mene tudi pričakujejo. In če to koga moti, gotovo ni nič problem pri meni. Vprašajte se, kaj je problem pri tismu, ki ga to moti. Glejte, podpredsednica poslanske skupine Evropske ljudske stranke Romana Tomc pravi, da so storili vse, da bi preprečili izključitev in da bo poskusila to prihodnjo sredo oziroma da bo poskušala to preprečiti. Imate njeno podporo ali ne? Zelo zanimivo je, da sem jaz zdaj en mesec dni na bolniški, bil sem 2-krat urgentno operiran in se je to zgodilo in razvilo ravno v tem času, ko mene sploh ni bilo na teh sejah. Ampak čutite, da vas Romana Tomc podpira? Pač v sredo bom jaz šel kar sam na to poslansko skupino, imam tudi posebno vabilo. Zanimivo pa je, da je ta, kar imate tudi pred seboj, ti očitki, vsebinski očitki, še enkrat povem, ideološki očitki, tudi nekateri so bili objavljeni v naših medijih, meni pa do tega trenutka še niso bili vročeni. Zanimivo bi bilo pogledati, komu je bilo to dostopno in kdo je to komu posredoval. Kaj pa odgovor na moje vprašanje, gospod Grims? Čutite podporo podpredsednice Evropske ljudske stranke, vaše strankarske kolegice Romane Tomc? Z njo v tem času niti govorila nisva, sem pa prepričan, da me naši volivci še kako podpirajo in o tem me prepričuje tudi odziv na internetu, ki ga lahko pogledate. Se pravi, ne veste, ali vas Romana Tomc podpira ali ne? Kdo me podpira, bomo videli v sredo. V sredo, pa predtem tudi na sejah naših poslanskih skupin in pa seveda izvršilnem odboru SDS, pa potem kasneje na seji sveta. No, se ravno to me zanima, ne? A mislite, da imate še podporo SDS-a in predsednika stranke Janeza Janša? Še uživate njegovo zaupanje kot evropski poslanec? Jaz sem dosleden, še enkrat povem, v zagovarjanju tega, kar smo obljubili volivcem. Kaj smo jim obljubili? Sodelovanje na desni, reševanje Evrope, varnost, sprostitev razvojnega potencijala, se pravi odstop od norosti zelenega prehoda, zaščito otrok pred zanjo uničujočo LGTB plus ideologijo in tem vrednotam jaz dosledno sledim. Če to koga moti, potem je najbrž problem nekje drugje. Pri meni zagotovo ni. S temi vrednotami sem šel pred volivce in s temi vrednotami sem bil izvoljen in volivcem sem zavezan. Vas predsednik stranke SDS Janez Janša pri vsem tem, kar ste našteli, podpira to vaše delovanje? Jaz pričakujem, da me. Vsekakor recimo nekatere stvari, tudi tiste v zvezi z nezaupnico, ki ste jih prej omenili, sem naredil v dogovoru z njim, v konsenzu z njim, upošteval sem torej voljo stranke, zato pravičeno pričakujem, da imam so podporo svoje stranke in njenim vrednotam in vrednotam, s katerimi sem prišel pred volivce, ki jih ocenjuje celo Elon Musk, ki mi je javno z imenom in priimkom izrazil podporo, o čemer mi gre v Sloveniji nobeden
teden ni poročal, ko je pa to bilo na Slovaškem podoben primer, so pa en teden poročali vsi mediji, ne. To pomeni, da ne samo, da svoje delo ustrezno opravljam, da ogromno delam, ampak je tudi dokaz, da sem uspešen v obrambi svobode govora, v obrambi temeljnih človekovih pravic, v obrambi tistih vrednot, zaradi katerih so me volivci izvolili, in v tem bom tudi vztrajal za našo Slovenijo. Za Slovenijo pravite. Dajte mi povedati, če vas v sredo izključijo iz Evropske ljudske stranke, kaj boste skupili? Se boste priključili kakšni bolj skrajno desni skupini? Menite, da še lahko prepričate poslance, da vas ne izključijo? Jaz bom pač šel pojasniti vse, če bodo hoteli poslušati prav, če pa ne, pa naj naredijo kot želijo, kaj bo pa potem, se bomo pa odločali potem kasneje. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam, pa Bog živi Slovenijo.